pa sem tukaj. Dobar dan, prijateljski. Ja, kako lepo. Povejte, a ste prišli pogledati moj čudovit čebeljak? Sploh ne veste, kako sem ponosna na njega, res, joj. Najraje prihajam sem. Ampak, prijateljčki, kaj pa sploh je to čebeljak? Ja, bravo, vidim, da dobro razmišljate. To je pravzaprav domek za čebelice, seveda. In jaz, ki za taki čebeljak skrbim, sem potem takem čebeljaka, seveda. Ja, čebeljaka, Jožica, Meden. No tako, pa smo pripravljeni, ja kako lepo, da ste prišli k meni. Ja, ne moram vam povedati, kako sem vesela in navdušena, da imam take čebeljak in da tako lahko skrbim za čebelice. Moje pridne čebelice, veste, ko letajo iz cveta na cvet, ne obirajo nektar, seveda, in potem priletijo v panj in naredijo iz njega med, seveda. Prijateljčki, imate radi med? Jaz ga občudujem, obožujem, sploh ne najdem primernih besed, da bi vam povedala, kako ga imam rada v vseh oblikah. Med v piškotih, med v čaju, med na palačinkah. In še, da ne govorimo, zdaj ko prihaja počasi jesen in vedno hladnejši dnevi in počasi bo prišla zima, mamice in oči tudi radi srknejo malo pijačice, ki se imenuje medica, ja, seveda. Da ne govorimo o tem, da med, poleg tega, da je izvrsten, odličen in sploh, je tudi zelo zdravilen. Pomaga nam, čim nas začne stiskati v grlu, pojemo kakšno žličko medu, pa je takoj boljše. Da ne govorimo o vseh drugih zdravilnih izdelkih, ki iz medu naredijo razne šampone, losjone, kreme in še in sploh. Čebelice. Zdaj sem pa že skoraj da pripravljena. Ampak, prijateljčki, mogoče veste, kaj pa je treba narediti, ko pridemo k čebelicam? Kar tako vstopimo v čebeljak, bum? Ne, zapojemo v spavanko? Ja, tudi, ja. Čebeljaka Jožica prihaja. Veste kaj? Ne. Veste kaj? Za vstop v čebeljak, da pomirimo čebelice, čebeljaki uporabljamo dim. A ste že slišali kdaj za to? Ja, in zato imamo prav posebne kadilnike. In tudi jaz da imam s seboj, ampak ga nimam. Navadno ga takole položim na tla. Mogoče sem ga tam odložila, tam na kakšen stolček. Mi lahko malo pomagate, prijateljčki, pogledate pod svoje ritke, ali pa za ritke, ali pa pod noge. Ne? Potem moram vam tik pogledati v klet. Pa še oblači se pa piha. Prijateljčki, mogoče se še kaj vidimo. Janez, a kaj veš, kam sem dala kadilnik? Hladilnik je v kuhni, ja? Kadilnik, Janez. Ja, kadilnik, ne vem, podatni, se višamo. Kam
sam. Dobar dan. En, dva, tisti. Dobar dan. Lepo pozdravljeni. A veste, ko sem jaz? Čebela, ja. Kakšna čebela? Mama. Osnovna čebela, hvala. Nisem nobena čebela. Čebela kar naprej nekaj delajo. Jaz sem pa nekaj drugega, nekaj boljšega. Robce pa nobce mi smrdijo, no, dišijo po kakcu. Kaj sem? Kaj? Hrošč rogač? Ne, nisem. Kaj sem, no? Muha sem, ja. Največja muha, kaj ste zdaj videli? Ime mi je pa Milan, lepo pozdravljeni. Ja, ravno se vračam iz mušjega piknika. A veste, kaj smo počeli? Kroglice smo delali iz gnoja in se obmetavali in seveda tudi jedli. Ko je bilo fino, škoda, da vas ni bilo. Škoda, da vam. Prijatelji, a se tam zadaj nekdo skriva? Ja. Kdo pa se skriva tam zadaj? Čebela. A vsi so čebele, kaj? A muha? Počakajte, da ga preverim. Dobar dan. No pokaži se že. Dobar dan. Pozdravljena, jaz sem muha Milan. Kdo si pa ti? Dobar dan, jaz pa sem. Ja. V resnici sploh ne vem, kdo sem. Kako ne veš, kdo si? To pa je čudno. Ne vem. Počakaj. Kaj ste rekli, da je katera živalica je to? Čebela? Ne, muha. Čebela. In ste pa slovenski parlament? Ja, veš kaj? Ja. Čebelica zagotovo nisi. Čebele so ponavadi črne in rumene. Si siva in rjava, imaš krila, cipalke kot jaz. Ti si res muha si, ja, zagotovo si muha. Ja, sicer si še majhen drevec pekec, ampak zagotovo si muha. Žuželka, sive in rjave barve in imaš krila. Ti si muha, tako kot jaz. Midva sva muhi. Mogoče sem res muha, ampak jaz čutim, jaz vem, da imam nekje veliko sestric, ki pridno delajo in tudi jaz bi rada pridno delala in Bla. Muhe nikoli ne delamo. Te sestrice si najbrž samo domišljaš, veš? Muhe smo na svetu zato, da se zabavamo, a veš? Veš kaj, ker imam ravno čas, se javim, da te bom jaz naučil, kaj ti pomeni biti prava muha. Jaz ti bom pokazal čisto vse, kar mora muha vedeti in znati. kaj pa moram znati? Ja, vse. Naprimer, muhe moramo zelo dobro leteti. Leteti pa še znaš, kaj ne? To se samo nekaj kreteš. Poslušaj, kadar hočeš leteti, moraš zamahniti s krili, se odriniti in potem še bolj zamahovati s krili. No, poskusi. Stariš? Potrudi se, počakaj, si bom malo pihnil. A ti uspelo? Muhica! Muhica! Kje si? Muhica! Muhica! A slučajno ona mene malo heca. Muhica!
Muhe ne delamo. Muhe samo gledamo, kako drugi delajo. In jim nagajamo. Veš kaj? Pojdi z menoj. Razkazal ti bom svetu. Boš videla, muhe smo najpametnejše živali. Vsi ga se imajo radi, ker smo take fate. No, kar za menoj, pojdi muhica. Ampak tega bo hitro, Sem sam. Dober dan. Dober dan, kako ste lušni. Pozdravljeni vsi skupaj, dober dan. Jaz sem Pajek Pavle. Joj, ne morem si kaj, da ne bi še vam povedal. Tako sem vesel. Včeraj sem na drevesu spletel najlepšo, najtanjšo, najmočnejšo in najboljšnejšo mrežo na svetu. Tako lepe mreže svet še ni videl. No, potem pa sem čakal in še malo čakal. Potem pa je mimo mrežice priletela muha. Največja muha in najdebelejša muha, kar sem jih nikoli videl. Upal sem, da se bo ujela v mojo mrežo, ampak se to ni zgodilo. Povabil sem jo bližje, pa mi je samo pokazala jezik. In se hvalila, da je prepametna, da bi se ujela. Rekla je, da je ime Mila. Kakorkoli, sva se pa vseeno z muhom Milanom dogovorila za skupen načrt. Rekel sem ji, da poznam mesto, kjer stoji velik gnojni kup gnoja. Muhe padajo na gnoj. No, rade ga imajo, to mislim. Kakorkoli. Kje pa je ta kup? Je začela spraševati. Tako sva se zmenila, da če mi muha Milan do večera pripelje kakšno večernico, potem ji povem, kje je gnojni kup. Strinjal se je in odbrzel iskat večernico za moj trebušček. Ampak jaz sem že lačen, Milana ni pa nikoder. A ste vi kaj videli muho Milana? A ste tudi videli, a ima mogoče kakšno večerico zame? Nobene? Prisnehali, če ne bo večerje, ne bo dobil gnoja. Grem počakati. Če ga boste videli, mu povejte, da sem ga iskal. Čisto malo počakaj, a prav muhica, nekaj se mora pogovoriti s prijatelji. Kdo me je iskal? Kaj je bil Pajek Pavle? Kaj pa je rekel? A da mu pripelje večerico, kaj ne? A vam zaupam skrivnost? Muhica! To je večerica. Fino, ne? No, a si videla, tako pa se dela gnojne kroglice. Ojoj, fuj in fej, meni to ni všeč, res ne, raje bi kaj sladkega. Ah, no te, sploh ne veš, kaj govoriš, muhe imamo najdaljši kakce. Ampak jaz čutim, Milan, da je moje poslanstvo nekaj čisto drugega, res. A lahko prosim nehaš čutiti? Ti si muha, muhe ne čutimo, muhe samo, no, vse ni važno. In če me boš kar naprej prekinjala in kar naprej govorila, da nisi muha, potem nikoli ne boš muha. Verjeti moraš, da si muha. Oprosti, zdaj se bom potrudila. No prav, naslednja lekcija. Muhe smo znane po tem, da rade nagajamo ljudem.
A veš, kaj počnemo? Kaj? Kadar spino, jim priletimo na nos. Ali pa okrog glave prečimo, ali pa jih mečkamo. In če ne bi tile ljudje bili tako neodporni na tale virus, bi šel malo med njih in jih požmečkal. Ampak zdaj ne moram, imate srečo. Ampak ti pa lahko povadiš in malo poletiš naokrog in požmečkaš. Vzemo. Se opravičujem, Muha Milan, ampak jaz mislim, da je treba ljudem pomagati. Kaj? Ja. Pomagati? Ja. Ljudem? Ja. A si ti na glavo padla, ali kaj? Ljudje so, brez zamere, ljudje so grozni. Kaj naprej hodijo na okrog s tistimi svojimi lovilci in nas tolčejo in ne samo to, zastrupljajo nas, imajo tako poseben strupni plin, ki tako le in če ga vdihne si Ampak, Milan, mogoče... Kaj mogoče? Mogoče Milan pa to počne zato, ker jim nagajate in ste tečne. Kdo je tečen? Kdo je tečen? Ja, muhe. A smo muhe res tečne? Nismo tečne. Navihane smo. Take pa smo muhe, no. Ampak jaz pa nisem za navihanost, niti za nagajanje, da veš, jaz bi rada pomagala ljudem. Samo ne vem kako in zagotovo bi tudi oni bili prijaznejši, če bi si vsi pomagali med seboj, ja tako. Bla. V kakšnem svetu pa ne misliš, da živiš? Danes živimo v takem svetu, da vsak skrbi samo zase, a ne? A si vsi pomagamo med seboj ali kaj? Muhe skrbimo za muhe, čebele skrbijo za čebele in... Kaj, vi si pomagate? Muhe pa ne pomagamo drugim, se upravičujem. Pavle, veš kaj? Ljubica? Povej. A lahko čisto malo počakaš tukaj, ne? Aha. Nekaj se moram iti pogovoriti s svojim prijateljem, nekaj se dogovorjena, pa ga bom samo vprašal, če ima rad male muhice, a prav? Prav. Takoj pridem nazaj. Kar tukaj me počakaj, nikamor ne hodi. Ja, prav. Prijatelji, kaj pa vi mislite, a sem jaz res muha? Jaz ne vem, kaj sem, ampak zdi se mi, mogoče res nisem muha. Ne vem. Kaj pa si tu? Kako čudovito! Gledaj, kako čudovito! Dobar dan, kdo si pa ti? Dobar dan, kdo si pa ti? Pozdravljena, jaz sem Metuljček Martin, kdo si pa ti? Oj, je spet. Jaz pa sem. Ne morem ti z gotovostjo povedati, kdo sem. Kaj pravite čebela? Ne izgledaš kot čebela. Čebele so ponavadi rumene in črne. Mislim, zdi se mi, da sem muha. Pač rečeno mi je bilo, da sem muha, ja. Ampak jaz vem, da nisem muha. Muhe so lene in rade nagajajo ljudem. Jaz pa čutim, da sem čisto drugačna. Jaz želim delati in nabirati nektar in pomagati ljudem. Čakaj, naj pomislim. Želiš nabirati nektar? Ja. Imaš krila, velika si toliko kot jaz. Ja? Že vem. Ti si zagotovo metulj. Ja. Metulj? Ja, šele zdaj sem opazil. Zagotovo si metulj. Metuljčki letamo naokoli, srkamo nektar iz rožic in smo prijazni.
ti si metulj, ja. Ampak ti si veliko bolj pisan od mene. Mogoče pa nisem metulj. Ne, poslušaj, ti si metulj. Ampak, je pa res, da nisi tako lepa kot jaz. Živim, ti si zagotovo nočni metulj. Nočni metulji so manj pisani, rečemo jim vešče. Ti si vešča. Veščasta vešča. Nočni metulj? Vešča. Ampak meni je všeč sonce, da veš, pisane svetlice in... Poslušaj me, ti si vešča in konec. Najbolje, da greš kar spat, veš, ti imaš nočno, veš, ti podnevi ne bi svet biti zunaj. Pa ti sploh nisem zaspana. Sploh pa moram počakati na muho Milana, da veš, vabil me na večerjo k prijatelju. Oj, kaj si rekla? Muho Milana, oj. Ja. To je grozno. Kaj? Ja. Sploh ni tako slaba muha. Res se rad važi, pa kaj rad nagaja ljudem, ampak ni slab, sploh ne. Saj sem rekla, celo na večerjo me je povabil. Ti ničesar ne veš, a ti je ta muhasta povedala, kaj bo za večerjo, oziroma kdo bo za večerjo? Ne pomislim, ne vem točno, ampak zagotovo ne bodo gnojne kroglice. To je prav gotovo, to mi je obljubil. Veš kaj, ti bom pa jaz povedal, kdo bo za večerjo. Ti boš za večerjo, tebe bodo pojedli. Ne bodimo smešen. Če bi me hotel muha Milan že pojesti, bi me gotovo že lahko pojedel, pa ne da? Joj, pa tebe ne bo pojedel muha Milan, tebe bo pojedel Pavle, a razumeš? Ljubaj Pavle, aj Pavle vidimo. Ne, poslušaj, Pavle je pajek, ja, pajkasti pajek, v svojo mrežo lovi takšne živalice, kot sva midva, ojoj, in jih potem poje. Samo pomislim na njegovo mrežo in me kar zmrazi po celih krvih. Tudi mene? A vi veste, kdo je tu pajek? A bi me res rad pojedel? Ja, no. Poslušaj me, zbeži dokler lahko. Muha Milan te pelje v past k Pavletu. Zagotovo je lačen. Danes, ko sem gledal naokoli, sem ju slišal, kako se dogovarjata. Pajek muhi gnoj, muha pajku večernico. Veš kaj, če dobro pomislim, bom tudi jaz raje kar odšel, da pajek Pavle ne dobi še kakšne sladice. Lepo se imej, muhica, veščica, adijo. Ojoj, prijateljčki, jaz sem pa še bolj zmedena kot prej. Najprej pride muha in mi pove, da sem muha. Nato prileti metulj, ki mi pravi, da sem metulj. Nato pa izvem, da sem poleg vsega še večerja. Ampak jaz čutim, da sem nekaj prav posebnega. Ne muha, ne metulj in vsekakor ne večerja. Prijatelji, kdo sem jaz? Ampak Čebelica, muha je rekla, da so bile črne in rumene barve. Jaz sem pa črne in sive. Ja, tako je. Ti si muhica. Veš kaj, v resnici skoraj da ni važno, kaj si, veš. Pozdravljen, Milan, veš. Ugotavljam, da še vedno ne vem, kdo sem. Ampak da sem mogoče pa ne Čebelica, ha? Muhica, Čebelica, si sem rekel, ni važno, danes boš večerica. Kaj? Danes bo večerica. Kaj si misliš s tem povedati? Vabim te na večernico, veš, ko sem šel prijateljivo, ne? No, to je moj prijatelj, ki bi te zelo rad spoznal. Milan, a ti lahko nekaj vprašam? Ja. Samo mali prijateljčki, da vprašam Milana. Milan, a te lahko nekaj vprašam? Seveda ti vprašaj. Metulček Martin je rekel, da me pelješ k pajku Pavletu, da me bo pojedel. Ne. To se je, metulček Martin se je zlagal, veš. Vsi vemo, da metuljčki kar naprej lažejo. Verjemi meni, ker sem jaz tudi muhica. Veš kaj, glej, tukaj ne zadaj, a vidiš tukaj, ne? Ja.
tukaj je zadaj mrežica, mizica, tukaj je mizica, usedi se gor na mizo in se vino zasipaj, da boš lepo prilepljena. No, prosim te, mreži lačna. Takole, Ja, zasipaj se, ja. Zdaj pa je tvoj prijatelj. Prišel bo, malo se poskusi prerikati. Milan, tukaj bo vse izprezo. Milan, sploh se ne morem premakniti. Pomagaj mi, Milan. Seveda se ne moreš, uvedla si v pajkovo mrežo. Milan, prej si pa rekel, da me pelješ k parku. Samo zato, da mi bo pripeljal večerjo in da me ne pelješ za to. Prej je bilo prej, zdaj je pa zdaj. Vse sem ti rekel, da muhe skrbimo samo zase. Zdaj pa bo prišel Pavle in te pojedel. Lepo se ojmej, jaz pa bom izvedel, ki je veliki gnojni kup. Pavle, kje si? Ja ne bom zdržala. A nekdo kliče? Pavle, pridi sem, večerico sem ti pripeljal. O, poglej ga, živjo Milan, kje pa je moja večerja? V tvoji mrežici, kar bodi. O, hvala. O, kakšna dobra večerja. Hvala, prijatelji, da ste mi jo pokazali. O, pa jo bom. Ja, bom, lačen sem, veste. No, lahko bi rekli dober tek, ne pa ne, a ne? No, sej bom hitro konec. Ja, kar bi tiho. Vidi, pa slastem se dodaj. Ja, kaj pa se tukaj dogaja? Ja, uboga, mala čebelica. Ja, uboga, ribica. Ja, kako si se pa znašla tako daleč od panja? Prijateljčki, hvala, ker ste nam poklicali. Odnesla jo bom nazaj v panj, v ribico, uboga. Ojoj. Kako je ni več? Ta presledni človek je vse uničil. Vzel je mojo večerjo. Veste kaj, če sem ostal brez večerje, pa bo brez večerje ostal tudi Milan. Povejte mu, da se lahko pod nosom obriše za tisti gnojni kup. Nikoli več ne sodelujem z muhami, še naprej bom lovil v mrežice. Dober dan, A ni moje večerice? Se tisto je bila večerica za Pavleta? A se je dobro najedel? Tako da ne, a ja, si jo je shranil za kasneje. Ne, ti imaš dobil pod nosom. Kaj pa mi zdobil pod nosom? Kaj, mi zdobil ki zrastejo? Obrisi se me pod nosom. Zakaj se bomo mogli? Ni večerice vzela, vzel je ena tebe vzela čebelica. Eno tebe vzela? Čakaj. A vi želite meni povedati, da pajek sploh ni pojedel tiste muhice? Ne! Zakaj? Kdo je? Spet človek, ne? Ja. No, a vidite, grozni ste, vse uničite. Človek je rešil muhico, jaz pa sem ostal brez tvojega kupa, ali kaj? Ja! Ja, zaploskamo, ja, bravo. Evo, postaj. Nič. Mislim, da voham. Da voham bolj pogojni kupi. Pa še daleč ni. Bom pa poiskal novega. Muhe se vedno znajdemo. Vi se pa lepo imejte, ljudje ne slabni.
prijateljčki, da ste bili tako glasni, da ste me poklicali. In zdaj je Čebelica srečno znova v panju. Ampak najbrž... Ampak še dobro, da je ni uspelo, ker ste me poklicali. Veste kaj, jaz mislim, da je močan veter, ki je zmajal tudi čebelnjak, ga moram zdaj popraviti. Ojoj, je to ubogo Čebelico, vrgem iz čebelnjaka. Tako, pa tako, no. Kaj je moj čebelnjak spet lep, da? Odlično, Čebelice moje, zdaj sem spet na varnem. Prijateljčki, saj gotovo veste, tudi vi kdaj opazujete čebelice, kaj ne da? Ale opazujte jih, detki in babice so dostikrat zelo potrpežljivi, pa zraven pomagajo pri opazovanju, da pogledate, kako čebelice nabirajo nektar in ga potem odnesejo v panj in v čebelnjak, ker so pridne. Ne vem, če veste, da imamo Slovenci pa prav posebno vrsto čebelic. Imenujejo se sivke, ker so sive barve. Te čebelice so pa tako posebne, da so najbolj pridne in najbolj prijazne na celem svetu. In zaradi tega, veste, smo vsi Slovenci, posebno pa tisti, ki se ukvarjajo s čebelicami, prav zaljubljeni vanje in jim pomagajo. In če slučajno najdejo kakšno čebelico, čisto vsako odnesejo nazaj v panj, da preživi. Nasplošno mislim, da pač to Slovenci zaljubljeni v čebelice in prav zaradi nas, zaradi naše slovenske čebelarske zveze imamo tudi svetovni dan čebel, zaradi našega posebno slavnega in uspešnega čebelarja. Prijatelji, ampak veste, kaj vam moram povedati? Pravzaprav imajo čisto vse živalice, vsaka svoj namen. Tako da, če pogledate ali pa če srečate kakšno muhico, pustite tudi njo pri življenju, razen če vam preveč nagaja. Kajti, kot sem rekla, čisto vsaka živalica si zasluži svoj prostor pod soncem. Hvala, ker ste mi pomagali, lepo se imejte, veliko se smejte, pa nas čebelice radi imejte, ja? Tijo, vidite, kako čebeljak, končno. Doma sem. Zdaj se tudi čisto vsega spominjam, veter me je odpihnil stran in ko sem padla, sem pozabila, kdo sem. Še enkrat ne vem, jaz sem Čebelica Sivka, pridna in prijazna čebelica, ki nabira nektar in dela med. Hvala vam, prijatelji, da ste mi pomagali. Zdaj sem končno k svojim bratem in sestricam. Lepo se imejte, kaj dobrega pojejte in ves svet radi imejte. Dio, pa. Nasvidenje, lepo se imejte! Na zdravi ostanite! Prav je svoje duši. Ja,